Pozdravljeni, magister Kristjan Verbič. Danes smo v časniku Poslovni dnevnik zasledili precej tendenciozen prispevek o financiranju VZMD. Kakšni so nanj vaši komentarji? No, v združenju smo se nemudoma odzvali na ta članek, podali tudi komentarje na spletni strani Poslovnega dnevnika. Žal pa so temeljiti odgovori, ki so bili v okviru tega podani, izginili spletne strani. To nas čudi. Namreč šlo je za korektne, egzaktne odgovore na navedbe, ki so popolnoma netočne strani novinarja Matjaža Polaniča. Hkrati pa to kaže, da je pravzaprav motiv drugačen kot želja, da bi se nekatera morda res relevantna vprašanja tudi v zvezi z postopki zaščite malih delničarjev razjasnila. Namreč na ta vprašanja identična smo novinarju dnevnika Matjažu Polaniču skladno z sklepom Sveta Vseslovenskega združenja malih delničarjev odgovorili že pred dobrim letom dni. Takrat so nekaj dni zapored prihajala številna vprašanja, na katere so bili podani pisni odgovori strani združenja, vendar pa ni prišlo do nikakršne objave. To sem tudi v tokratnem pogovoru novinarju Polaniču jasno navedel in da hkrati pričakujem, da bo, glede na to, da gre za praktično identična vprašanja, uporabil odgovore, ki jih je dobil pred dobrim letom dni. Poleg tega je novinarju dnevnika Matjažu Polaniču bil posredovan tako v fizični obliki, kot tudi v elektronski obliki prelet Vseslovenskega združenja malih delničarjev v letih 2008-2009, ki pomeni nekakšen program in pa poročilo, o katerem smo zelo jasno predstavili naše dosežke, poslovanje združenja in v katerem je pravzaprav moč najti odgovore na vsa vprašanja, ki jih ponovno zastavlja. Tako da naj zelo jasno zatrdim. Vseslovensko združenje malih delničarjev deluje transparentno in nima nikakršnega razloga, da bi karkoli v svojem delovanju ali poslovanju kakorkoli prikrival. Vedno smo neposredno na razpolago in dajemo odgovore. Jasno pa, ukolikor so motivi in cilji spraševanj, zastavljanja vprašanj ob obilici dela, ki ga imamo sicer drugačni in ukolikor ne pride do objave naših odgovorov, naših sporočil, ki jih podajamo, hkrati pa se ustvarja zgodba, ki je popolnoma iz trte izvita, pa to kaže na drugačne motive. Kakor je že lani ocenil Svet Vseslovenskega združenja malih delničarjev, bi utegnilo pri tem uiti za zelo pomembno, vplivno in uspešno vlogo, ki jo je v 5 letih obstoja Vseslovensko združenje malih delničarjev uspelo odigrati pri zaščiti interesov te praktično venomer in vedno znova izigravane skupine ljudi, ki je hkrati tudi socialno precej ranljiva glede na način lastninjenja v Republiki Sloveniji, v pretežni meri, torej govorimo vendarle o delničarjih, ki izhajajo iz naslova certifikatskega lastninjenja, da smo s tem v zvezi uspeli uspešno organizirati to skupino, skratka hkrati tudi pridobiti strokovne sodelavce, sprožiti postopke, tako sodne kot zakonodajne in ne nazadnje v okviru samih skupščin in siceršnjega poslovanja delniških družb, da postaja marsikomu naša vloga moteča. Tako je tudi pred letom dni, ko smo bili deležni teh vprašanj, ocenil Svet Vseslovenskega združenja malih delničarjev. Mi smo se na to takrat odzvali z sporočilom za javnost, kjer smo natančno pojasnili in podali odgovore na vsa v navednicah sporna, skrivnostna vprašanja in podobno, kot je moč zaslediti iz današnjega prispevka, tako da v tem primeru ne more biti zaključek drugačen, kot da gre za ponovno sorodno situacijo. Torej, želja uslabitve, diskreditacije Vseslovenskega združenja malih delničarjev oziroma naših intenzivnih in uspešnih prizadevanj za zaščito malih delničarjev in hkrati seveda tudi pomembno vlogo, ki je v širšem kontekstu v družbenem prostoru Vseslovensko združenje malih delničarjev uspelo kot institucija vzpostaviti v teh letih. Pri tem naj poudarim samo to, da za razliko od številnih drugih civilno-družbenih združenj, institucij, agencij in podobnega, Vseslovensko združenje malih delničarjev v vsem tem času ni prejelo niti centa
sredstev iz proračuna, iz sistemskih virov, iz virov lokalnih skupnosti. Skratka, financiramo se izključno iz lastne dejavnosti in s tem v zvezi smo v zadnjih letih ukinili tudi članarino, tako da so v bistvu naše storitve od 9. ure do 18. ure popoldan praktično na razpolago vsakomur, ki nas pokliče, brez kakršne koli članarine in dodatnih vprašanj, nudimo informacije in neposredno pomoč, tako da menim, da tu ne more biti nikakršnega vprašanja, kakšna je družbena vloga Vseslovenskega združenja malih delničarjev in kakšni so nameni tistih, ki želijo to našo vlogo, tako kot je očitno v zadnjem času popularno v naši družbi, očrniti, kajti žal, kot kaže, ne obstaja in ne bi smelo obstajati nobena institucija, nobeno prizadevanje, ki je resno namenjeno in sledi svojemu poslanstvu in deluje skladno z poštenimi nameni, iz načel, ki so seveda prej ko slej in prepogosto odsotna, a vendarle redke izjeme ostajajo in lahko zagotovim, da prav gotovo Vseslovensko združenje malih delničarjev je takšna institucija. Delujemo popolnoma transparentno, odprti smo za vsakogar, seveda pa skladno s poslovno etiko lahko delimo in odgovarjamo na tista vprašanja, ki so seveda smiselna in ki so usmerjena ne v diskreditacijo, ampak v to, da se skladno z pravico javnosti do obveščenosti seveda ponudi kar najširši okvir vseh odgovorov in tudi v tem primeru je bilo temu tako.